V Jakčevem domu so minuli teden gostili mednarodno likovno kolonijo 8. novomeški likovni dnevi. Tokrat je ustvarilo 7 akademskih slikark in slikarjev iz Slovenije, Poljske, Avstrije ter Bosne in Hercegovine. Idejni oče že od njenih začetkov leta 2005 je slikar ter grafik Janko Vrač, ki ima ob tem podporo muzeja. Že v samem začetku novomeških likovnih dnevov, ko je Janko prišel z idejo, sem pravzaprav prisluhnil njegovi ideji o pomoči pri organizaciji novomeških likovnih dnevov, vendar takrat v Jakčevem domu je bil Jakčev dom še v celoti namenjen delom Božidarja Jakca. Imeli smo pa že v načrtu spremembe vsebine Jakčevega doma in to smo uresničili leta 2006 in od leta 2007 pravzaprav gostimo likovne ustvarjalce novomeških likovnih dnevov. Dolenjski muzej in mestna občina Novo mesto sta letos poleg Trebanke Maje Kastelic povabila Jeržija Bžuškijeviča iz poljskega Toruna, Suzano Kalinjakovo z avstrijske Koroške ter Zorana Radoniča iz bosanskega Prijedora. Med udeleženci pa so bili še Postojnčanka Beti Bricelj, Milan Eric z Loga pri Brezovici in Rudi Skočir z Rovt na Primorskem. Skupaj z njimi se je na novomeških likovnih dnevih doslej zvrstilo že skoraj 70 umetnikov. Jaz gledam to, torej, ko sem rekel, da so uveljavljeni avtorji, ker jaz pač kar lepo število ustvarjalcev poznam, potem pa gledam, da so različne zvrsti zastopane na delavnici. Novo mesto je vsak prinesel lastne poglede, ponudili pa so mu le pogoje, v katerih jih lahko razvije in uresniči. Po drugi strani pa, da nastane ena obsežna, pomembna, izjemna pravzaprav likovna zbirka, kajti vsak udeleženec likovnih dnevov pusti mestu oziroma muzeju eno delo, ki je sestavni del zbirke novomeških likovnih dnevov. In teh del bo od letos naprej preko 60 in ob 10. obletnici, se pravi čez 2 leti, leta 14 bo 10. ali takrat ali pa leta 15 bomo pripravili tudi eno pregledno razstavo vseh del, ki so nastala v teh 10 letih in pa del, ki sestavljajo to zbirko novomeških likovnih dnevov. No, jaz osebno smatram, da z likovno umetnostjo nekako izražamo svoj odnos do te kulturne zvrsti umetnosti in hkrati povabimo likovnike iz naših partnerskih mest, kjer ustvarjajo in s tem tudi pridobimo 7 novih del, katere bomo razstavili 16. junija. Prvič v Novem mestu in na koloniji v Sloveniji se je mudil Zoran Radonič iz Prijedora v Bosni in Hercegovini. Moji utisci, kad su u pitanju svi aspekti kolonije, su više nego pozitivni, znači počevši od smještaja, od... Moji vtisi iz kolonije so več kot pozitivni, od namestitve do navzoče energije med sodelujočimi umetniki in delovnih prostorov. Ambient, v katerem ustvarjamo, je res enkraten. Ničesar ne moremo umazati in uničiti, ker je vse zaščiteno, kar je pomembno. Tudi Novo mesto je lepo mesto, tako da sem v vseh pogledih zadovoljen. Jako lep, tako da sem zadovoljen v svakom pogledu. Veliko izkušenj s kolonijami pa nima Milan Eric z Loga pri Brezovici, ki pravi, da je bolj iskalec kot umetnik. Zdaj konkretno trenutno se ukvarjam z nekimi hitrimi, enostavnimi risbami, kjer zlijem tuš na papir ali platno, na kar to malo mešam, preobračam, da se ta tuš razlije na različne načine, potem pustim, da se posuši. Pol pa gledam v te packe, kaj pravzaprav v njih vidim. Domače barve je letos zastopala Trebanka Maja Kastelic. Ja, je in čast in izziv, ker tukaj dobiš priložnost, da srečaš starejše ustvarjalce, bolj izkušene, tiste, ki drugače delajo kot ti, tako da pride do nekakšnega plemenitenja likovnih izkušenj, vizualnih pogovorov, tako da jaz se tega nadejam. Novomeški likovni dnevi so ena najpomembnejših likovnih manifestacij v Dolenjski prestolnici, meni direktor muzeja Zdenko Picelj. Leta nazaj je bilo Bienale slovenske grafike tisti dogodek, ki je Novo mesto umestil v središče likovne ustvarjalnosti. Zdaj pa to nadaljujejo likovni dnevi.